Pozdravljeni. Danes imam posebno gostjo, žena od Aleksandra Popovca. Zelo težko tvoje ime izgovorim, lahko poveš sama, kako ti je ime. Jaz sem Ilariel Popovec. Za začetek bi te vprašal, kje, kako si ti spoznala Aleksandra? Jaz sem prijateljica od žene Romana Kvaternika, ki je prijatelj od Aleksandra. Se pravi, Roman je potem vas spoznal, se pravi, Roman pa Aleksandar sta pa prijatelja. Tako. V Slovenijo si prišla, ko si bila stara 22 let. Kako se ti je pa takrat zdelo v Sloveniji? Si imela kakšen domotožje, pogrešala Filipine? Ja, na začetku sem bila žalostna, ker sem pogrešala moja družina, sestri, brata, mama. Kako pa je drugače, kakšno je življenje z Aleksandrom? Z Aleksandrom sva se imela fino. Veliko sem se naučila od njega o življenju in postala sem boljši človek in dal mi je priložnost, da so moje sanje uresničijo. Kakšen človek pa se ti zdi Aleksandar, te mogoče kaj skrbi glede njega? Aleksandar je dober človek po srcu. Imaš kakšne skrbi glede njega? Ne. Kaj pa rečemo, Aleksandar je 33 let starejši od tebe, ne? Kako pa misliš, da bo, ne vem, ko čez 20-30 let, ko bo pač on star ratov oziroma ga sploh več ne bo, kako si potem predstavlja življenje? Ja, Aleksandar mi je veliko naučil o življenju in jaz sem prepričana, da ko ga ne bo več, da bom lepo poskrbela za našega sina. Kakor vidim, govoriš zelo lepo slovensko, kje pa si se to naučila? Hodila sem tečaj slovenščine in seveda vadila vsak dan. To si hodila tja na Karnion, ne? Karnion, ja. Tudi Aleksandar mi je rekel, da si tiste teste zelo dobro rešila. Ja, res je. Pa verjetno te je tudi Aleksandar, ki je učil angleščino. Verjetno sta trenirala, tako naprej. Kakšno pa je bilo tvoje otroštvo na Filipinih? Smo revni, ampak smo pa bili veseli. Kakor sem slišal, so tebe že zelo mlado starši zapustili in si potem živela pri babici, ne? Ja. Koliko si bila stara, ko so te starši zapustili? Ne vem točno, koliko sem bila stara, ampak mi je pa stara mama povedala, da sem bila približno 1 leto stara. Se pravi, ko si bila stara 1 leto, so tebe in še tvojo sestro pa brata zapustili starši in ste šli potem živeti, si potem živela z babico, če prav razumem? Z babico, ja, smo. Imaš pa še brata in sestro, da dva sta starejša, ne? Starejša, ja. In potem babica te je tudi umrla, ko si bila stara koliko? 13 let. Se pravi, potem ste pa čisto sami ostali, ali kako? Ja, sami smo bili, ampak smo se eno nadaljevali šolanje. Se pravi, ti si končala srednjo šolo in potem si tudi študirati šla, kako je to bilo? Ko sem končala srednjo šolo, sem pa delala pol 3 leta, da bi prihranila denar, ker sem mislila, ampak sem se odločila, da moram iti na fakulteto, če hočem dobiti dobro službo. Se pravi, potem si mogla 3 leta delati, da si nekaj zaslužila, da si lahko šla študirati. Tako. Glede na to, da ste pač sami 3 otroci živeli, verjetno je bilo zelo težko in verjetno ste bili kdaj tudi lačni. Velikokrat smo bili lačni. Smo šli v šolo lačni. Kako je bilo, se pravi,
Tebe pa sestro je v bistvu preživljal starejši brat, ki je bil tudi mlad, je bil star 16 let, ali koliko, vam je babica umrla, ne? Ja. Kaj je on delal? Brat je vozil ljudi s triciklom. Aha, se pravi, neke vrste taksist s triciklom je bil, ne? Ja, mi se rečemo tricikl, kot kolo. Ko se odločila, da se boš poročila z Aleksandrom, kaj so ti pa rekli, recimo brat pa sestra? Strah jim je. Zakaj pa jih je bilo strah? Zato, ker ne vejo, kakšen človek bo, pa seveda starejša, ne, pa tujec in Aha. ne vejo. In niso imeli zaupanja. Ja. Kako pa ti drugače vidiš Slovenijo? Slovenija je kot pravljica zame in lepa dežela. Ti je bolj všeč na Filipinih ali v Sloveniji? V bistvu ne moram primerjavati, ker Slovenija je, kot sem rekla, da je kot pravljica in lepa dežela. Tam imate recimo vse sneg, recimo, ne, ki sem prav sanjala, da bi videla enkrat in sam v Sloveniji videla. In imate tudi seveda morje in hrebe in vse. In tle na Filipini je kako naj rečem, druga lepota. Drugače, druga pa verjetno tvoj dom je tako, da... Moj dom, ja, seveda. Ti si drugače v Sloveniji 5 let živela, ne? 5 let, ja. Kaj si pa delala vseh teh 5 let? Pomagala sem na seminarjih, recimo jaz sem takrat pripravljala gradivo, posnela videofilmi in še druge. Zabrav tvoj mož Aleksander se je ukvarjal v Sloveniji z predavateljstvom, je imel razne seminarje in pač ti si mu pomagala te pač, se pravi, pripraviti gradivo in pač so organizacija okoli seminarjev. Kako so te pa sprejeli te ljudje, ki so na seminar hodili? Lepo, zelo so prijazni. Super. Kako so to pa sprejeli od Aleksandra, starši, sestra? Dobro, so mi imeli radi, še posebej sestra od Aleksandra, Jelka in njegovi starši, njegov sin, je tudi dobro se razumela. No, super. Vidva sta se potem z Aleksandrom, sta se pred približno 3 letom, če se ne motim, sta se pa preselila na Filipine, ne? Ja. Zdaj 5 let si živela v Sloveniji in zdaj se tudi vidva se vsako leto pridete v Slovenijo za 2-3 mesece, ne? Tako. Zdaj, če se prav spomnim, sta bila okoli 2 let nazaj, sta šla z avtodomom po Evropi, ne? Ja, In lepo je kako bilo. je bilo lepo? Nov svet, nove izkušnje. Potem lansko leto sta pa tudi imela zelo lep dopust v Sloveniji, oziroma ko sta prišla v Slovenijo, sta šla na neko križarjenje po Sredozemlju, ne? Ja. Kako je bilo pa tukaj? Tam je pa tudi lušken. Tu sta bila koliko časa? Smo živeli. En teden smo bili. Potem sta šla pa še na jadranje po Hrvaškem, ne, če se ne Tudi, ja. motim. Kako je bilo pa tukaj? Tam pa, po moje, takrat je bilo eno najboljših potovanj, ki sem kdaj doživljala. To sta bila 3 tedne, če se ne 3 motim. tedne. Super. Kaj pa tukaj na Filipinih delaš? Tukaj se ukvarjam s fotografijo, tudi izdelava spletnih strani. Kako pa tvoj sin Mark tukaj živi, kako ga vzgajate? Mark je pravzaprav tukaj zelo srečen otrok, ima vse, prijatelje ima, pa seveda vzgajaš
tako, da imaš čas, ne, da vzameš čas za otroka in seveda, recimo, ko sem bila, preden se je Marko rodil, sem že takrat začela brati eno knjigo, ki je zelo dobro od doktorja Harvija Karpa, ki se, naslov je pa The Happiest Baby on the Block. No, vse, kar jaz Marka vidim, je tukaj zelo srečen, igra se z otroki, tako da je videti, da je srečen otrok. Kaj pa tebe drugače veseli v življenju? Recimo potovanje seveda, fotografijo, kuhanje, to imam zelo rada. No, to moram povedati, da kuhaš zelo, zelo dobro. Sem večkrat pri vama jedel in sem bil na kuhno izredno presenečen, tako da v bistvu, ne vem, zdaj te je to Sašo naučil kuhati slovenske jedi, ali si se sama, v glavnem narediš jih zelo dobro, no, tako da vse čestitke. Tukaj vidimo na Filipinih pač veliko tujcev, med drugim tudi Slovenci, pridejo si poiskati ženo. Zdaj verjamem, da pač vsak nima take sreče, kot je imel Aleksander. Kaj bi ti rečemo tem fantom svetovala, ki pridejo na Filipine? Ker verjetno so tudi kakšne pasti in take zadeve, tako da se ne konča tako lepo, kot se je pri vama. Ja. No, preden karkoli narediti, najprej dobro spoznaj punco in preden greš z njo živeti. Se pravi, moraš prej malo spoznati, ja, seveda je treba se pogovarjati in spoznati, ne, kakšna je ona, družina in tako naprej. To je zelo pomembno. No, sej to je tudi pri nas isto dobro, ne. Ampak eni verjetno malo prehiter pridejo, sem pa bi se kar takoj poročal. Ja, skuča. To pa ne gre, ja. No, daj še povej, kakšne imaš kaj načrte za prihodnost? Da bo ta naša firma, Inmar International, uspešna delala, da bomo potovali več po Aziji in v Evropi in seveda, da bomo vzgajali otroka, v bistvu Marka, lepo, ne? Kdaj spet pridete v Slovenijo? Julija, no, se potem Julija vidimo. Naj še povem, da ima Sašo zelo en zanimiv način, da tukaj na Filipinih, takrat, ko vaj ni, ponudi hišo, nekomu jo brezplačno da, v zameno pa v Sloveniji nekaj želi. To je bilo, lahko je to avtodom, lahko je jadrnica, lahko mogoče kaj tretjega. Tako da, če je kdo kaj takega zainteresiran, lahko kontaktira Sašota. Tudi spodaj v opisu videa najdete link, ki je povezava, kjer to vse opisuje, tudi vidite njihovo hišo, otok je opisan, vse opisan in hkrati tudi verjetno s Sašotom dasta zelo dobre napotke tem ljudem, da sem pridejo, tako da verjetno se imajo zelo dobro. Tako. No, jaz bi se ti najlepše zahvalil za tale intervju, pa se potem vidimo junija v Sloveniji. Ja, si vidimo. Lep pozdrav iz Filipinov, lepo se imejte.